Slovenska cesta, ura je 9 zjutraj in kako se je vse začelo. Dobro jutro Slovenija, dobro jutro vsem gledalcem, dobro jutro vsem tukaj notri in za vitrino, upam, da se nam kdo pridruži. Dobro jutro. Kavarnica Nove Slovenije je zaživela na polno in vnele so se tiste prave debate. Ob kavi, ne? Najboljše debate se vedno zgodijo, pravimo ob kavi rešujemo probleme, ob kavi tudi take srčne, politične. Nekako se mi zdi, da je ob kavi vse lažje rešljivo, ne? In to je čisto res. Prvi gost pa je bil glavni tajnik Nove Slovenije Robert Ilc, ki je govoril o mladosti. Ko sem bil zelo mlad, sem se veliko ukvarjal z videom pa s fotografijo, ampak to še v tistih 80-ih, ne? Celo sem bil upisan, pa sem se premislil v zadnji moment na srednjo fotografsko šolo, sem hotel biti fotograf. Naredil vse tiste težke sprejemne izpite, ki so se eni ubijali glavo za to, jaz pa sem jih naredil in potem se odločil, da ne grem tja. Luštna zgodba, ampak kaj pa o mladih pravijo tisti mladi? Recimo predsednica Mlade Slovenije. Ob meni, danes ob okrogli mizi, se mi je pridružila krasna sogovorka, Katja Berg-Belc, predsednica Mlade Slovenije. Katja je predstavila idejo, kako bi se morala politika bolj približati mladim. Bolj mogoče vseeno predstavili mladim, kaj to politika je, z nekega bolj mogoče takega zornega kota, ki je zelo izkustven. Recimo, da se priti v državni zbor pogledati, kako to funkcionira, organizirati kakšno debato, pač na način, ki je blizu mladim, približati tudi vse te teme. Poslanec gospod Jožef Horvat pa je govoril o tem, na kateri sprejeti zakon je najbolj ponosen. Zdaj v parlamentu seveda sprejemamo zakone. Tukaj želim posebej izpostaviti našo dolgoletno željo, da smo temeljito, korenito prenovili zakon o dohodnini, zmanjšali smo obremenitve, zmanjšali smo davke, na drugi strani to pomeni, učinek je takšen, da bomo vsi imeli višjo neto plačo. No super, nato pa je zapihal drugačen veter in na pogovor je prišla prva predstavnica nežnejšega spola. Spoštovana gospa Mojca Sojar, lepo pozdravljeni pri nas. In to ravno na materinski dan, pa sem jo povprašal, kaj bi svetovala bodočim mamicam. Bi rekla, da vse te možnosti informacij, kot si jih zdaj omenil, mogoče niti ne delajo v prid materinstva. Ker je vse mogoče prebrati in vse mogoče strahove je možno prebrati, kar pa ni dobro. Jaz bi rekla, da vsem tem mladim dekletom, ali pa morda tudi, če so že mamice, predvsem, da naj se veselijo življenja v vsakršni obliki, ker otrok ni nobena ovira. Nato pa je prišla gostja, ki je prepotovala že praktično celo Evropo. To je Julija Humar. Povprašal sem jo, kakšen bi moral po njenem biti pravi evropski politik. Dober politik ne rataš čez noč. To je v bistvu proces večjih let, mora pa imeti dober politik, dober vodja, voditeljske sposobnosti, mora biti dober pogajalec, mora poznati vsebino in več takih na evropski ravni bi tvorili skupek celoto močne Evropske unije. In ko smo pri Evropski uniji, pri nas se je oglasil tudi nekdanji evropski poslanec gospod Lojze Peterle in sva malo zabluzila. Eni pravijo, da ko kam pridem, pravijo Lojze, zdaj pa eno zabluzi. Kar pomeni, naj jaz rad razložim zgodbo o vlaku. Vlak je veljal v Ameriki, takrat, ko je imel jug sužnje in so vlaki že vozili tam mimo, je veljal za idejo svobode, ker ko si slišal ti tole, si razmišljal, kako soš mogoče z tega enkrat odpeljal. Tako da vsi blues orgelčari, bi rekel, igrajo vlak ali imajo svoje kompozicije ali svoje verzije tega vlaka. In bom samo mečken nakazal, kako bi to bilo.
pride pa klanc. Ja, in to je le en majhen košček tega, kar smo doživeli. Obiščite nas v kavarni nasproti konzorcija v Ljubljani ali pa nas spremljajte prek Facebook profila. Vsako jutro lahko prisluhnete zanimivim pogovorom ob kavi z našimi gosti. Danes z menoj Alen Lenič. Pozdravljen. Lep pozdrav. Čau. Kako smo? Ja, takole, ponedeljkovo. Torej, Imamo bom se lotil bogatih stvari. Tako, tudi okusimo nekoliko močnejši tukaj gor. Kaj bomo skupaj? Evo, čin. Kandidat za poslanca Alen Lenič na svoji kmetiji vzgaja šparglje. In kako komentira stanje v Sloveniji? Slovenija, kljub temu, da imamo male kmetije, smo premalo na eni strani povezani, na drugi strani pa imamo premalo dodane vrednosti. In to dodano vrednost se da dobiti s tem, da se preko izobraževanj, preko novih praks, preko posodabljanja in tega naprej. Zemlje imamo, kakor jo imamo. Bog nam jo je dal, kakor nam jo je dal in zdaj moramo iz tega izkoristiti, kar se da največ. Če bomo kmetovali isto, kot so naši dedje pa starši, bomo ostali v tistem času. No, to je bil prvi teden. Zdaj pa odločno naprej.